Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ponedeljkovo jutro na valovih Radia Sora bo na stežaj odprlo vrata v svet civilne zaščite. V radijsko klepetalnico na stežaj smo danes povabili Srečka Šestana, poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije in človeka, ki običajno stopi v ospredje takrat, ko smo že pošteno v škripcih, a smo ob njegovih besedah in mirnosti vedno prepričani, da bo še vse dobro. Gospod Srečko Šestan, dober dan in dobrodošli v naši družbi. Ja, dober dan, hvala za povabilo in dober dan tudi poslušalcem. O civilni zaščiti in vašem delu bo tekla beseda danes, pa če morda res najprej na stežaj odpreva vrata v svet civilne zaščite. Gre za eno tako veliko organizacijo, ki vključuje kopico različnih društev, različnih ljudi z veliko znanja. Kako bi nam civilno zaščito predstavili, tako na kratko? Tudi na kratko se kaj da predstaviti, ampak se pravim, po naši definiciji zakonski je civilna zaščita ozka in bom rekel, vsebuje tiste specialne enote, službe, katerih naloge ne pokrivamo z drugimi strukturami. Kot ste pa sama rekla, mi imamo v sistemu, jaz rečem, več kot 60,000 operativnih reševalcev, ljudi, seveda največja sila civilne zaščite, ki je kot dežnik, bom rekel, tega sistema, so gasilci. Potem imamo pa vse ostale, ki niso nič manj pomembni, so pa seveda številčno bistveno manjši. Tukaj mislim recimo na gorsko reševalno, jamarsko, Rdeč križ, Karitas, zaborniki, skauti, kinologi, potapljači, da ne naštevam, ker bom verjetno koga pozabil, ampak to je ena masa ljudi, med katerimi so pa prevladujejo prostovoljci. In to jaz ocenjujem kot tisto, rekel, jagodo na torti za naš sistem in da zato tudi tako deluje. In zato nimamo nikoli težav z odzivom. Imamo še zmeraj vsako, tudi veliko nesrečo, ki smo jih imeli v zadnjih letih preveč, ali pa dogodkih, imamo še zmeraj v rezervi veliko ljudi. In to ljudi z različnimi specifičnimi znanji, ki pridejo še kako prav, tako ob tistih, lahko rečeva, vsakodnevnih nesrečah, kot tudi ob večjih katastrofah, kot smo jih bili deležni v zadnjih letih. Ja, tako je. Mi imamo sistem usposabljanja zelo dobro nastavljen že 30 let, odkar ta sistem deluje na tak način. In skozi ta sistem usposabljanja gredo vsi ti reševalci, seveda po svojih specialnostih, kot ste omenila, in mi imamo v teh strukturah res ogromno specialistov za različne potrebe in lahko tudi aktiviramo ali pa vključimo pa še strokovnjake, tudi iz, bom rekel, iz akademskih sfer, iz vseh področij. In nikoli do zdaj jaz še nisem imel težave, da bi kdo rekel, da ne bo pomagal. In zato tudi seveda velikokrat se obrnem na te strokovnjake, če presega tiste naše zmožnosti in dobimo pomoč tudi iz teh smeri. Sami ste že več kot dobro desetletje najprepoznavnejši obraz civilne zaščite Republike Slovenije. V samo delovanje pa ste vključeni že kar več desetletij. Kakšen izziv vam predstavlja vodenje takšne organizacije? No, jaz sem v tem, bom rekel, v tem poslu ali pa bom rekel civilni zaščiti že 28 let, poveljnik bom zdaj čez kak mesec 12 let. Izzivi so pa predvsem ti, meni je dano nekako pod zvezdami, da želim pomagati ljudem in to je moj osnovni moto in verjamem, da tudi moto velike večine teh prostovoljcev, zato so tudi prostovoljci in so šli, bom rekel, v te vode, da pomagajo ljudem v stiski. In jaz sem prepričan, da bo ta sistem še živel veliko let, veliko desetletij in da bo deloval v dobro ljudi še veliko časa. Smo Slovenci po prostovoljstvu, lahko rečeva, kar en tak fenomen? Ja, jaz sem prepričan, da smo tak fenomen. Poleg teh prostovoljcev, ki so vključeni v te, kot sem prej rekel, zaščito in reševanje, v te strukture, omenil sem številko 60,000 in več, imamo seveda ob teh velikih dogodkih še veliko več prostovoljcev, kakšno ničlo zadej, ki bi radi pomagali na različne načine. In to smo doživeli v vseh teh velikih havarijah, tako da včasih se moramo celo, bom grdo rekel, braniti pred njimi, ker je pa to dejstvo, da ko ga vključimo, tudi takega prostovoljca, ki ni usposobljen ali pa opremljen za tisto, kar bi počel, potem je to naša odgovornost in seveda mi moramo najprej paziti na varnost. In zato tudi seveda pri teh vključevanjih
prostovoljcev, ki jih ne poznamo ali pa ki niso vključeni v sistem, smo zelo previdni. Želja pomagati je tista, ki vas pelje naprej, ki vam daje energijo. Kako odgovorna naloga pa je pravzaprav to, da človek ponudi pomoč sočloveku v stiski? Seveda je odgovorna, ker tudi če narediš prav, je vse lepo. Če se izide pozitivno, je vse lepo, ampak lahko se pa zgodi in včasih se tudi zgodi, da pride do kakšnih težav. Tudi za te težave je treba odgovarjati oziroma razmišljati, na kak način jih potem rešiti ali pa kak jih, anulirati. Tako da veliko izzivov je ob vsakim takih dogodkih, tako na nižjih ravneh, kot tudi do mene gor na vrhu. Odločitve so take, kot so in morajo biti hitre in včasih se lahko zgodi, da niso ravno 100%, ampak jaz verjamem, da nismo do zdaj v tej karieri, niti moji, pa tudi v tej karieri mojega predhodnika naredili kakšne velike napake, ki bi, prizadela ljudi ali pa povečala škodo ali pa še kaj drugega. Vedno delali z mislijo na dobrobit vseh nas in tako tudi uspešno pripeljali do konca vse krizne situacije, ki so nas že doletele. Upam, da takšnih ne bo več, ampak o samem delu v takšnih situacijah pa bova rekla kakšno več tudi po naslednji. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, je gost današnje radijske klepetalnice Na stežaj. No, če smo prej na kratko pokukala o civilno zaščito in njeno delo, pa lahko rečeva zdaj le kakšno o kriznih situacijah. Zdaj, v vašem mandatu na čelu Civilne zaščite Republike Slovenije lahko rečeva, da se vam pa res skoraj da nobena težava ni izognila. Kako... Pa če rečem pestro, raznoliko pa je bilo v vseh teh letih, od poplav do požarov in vsega ostalega vmes. Ja, nažalost je res tako in to so, v tem obdobju, ko sem prej omenil, ki je skoraj 12 let mojega vodenja, smo doživeli vsi skupaj veliko takih prehudih ali pa velikih dogodkov. Če se samo spomnimo od 2014 žleda, pa tudi že 2012 smo imeli Dravo, tisto iz avstrijske strani, se spomnite, pa potem požare v naravi na Sveti Gori, pa ko sem omenil 2014 žled, pa 2015, 2016 dogodek ali pa, ki ni bil ravno naš, ampak smo bili vključeni v polni meri, to so bile migracije. Potem smo imeli COVID, pa poplave, velike poplave, vsakoletne poplave, zdaj do seveda tistega zadnjega dogodka, ki je bil, ali pa zadnja dva dogodka, ki sta bila požare v naravi, ta velik na Krasu, Kostanjevica in pa seveda lanske poplave avgusta meseca. Tako da to so dogodki, ki zaznamujejo naše delo, zaznamujejo pa nažalost tudi stiske ljudi in zato smo tudi mi tukaj, da jim lahko čim prej in na ustrezen način pomagamo. Velikokrat se poraja vprašanje, kako v takšnem primeru sploh steče delo. Laiki si težko predstavljamo, kako v teh izrednih razmerah pravzaprav postavite štab, začnete s koordinacijo dogodkov oziroma ljudi po celotni državi. Mi tle nimamo težav, tudi zato, ker že vrsto let, odkar je sistem postavljen, načrtujemo, se usposabljamo za te namene in proces načrtovanja je tisti pomemben proces, ki vse deležnike, združi, pouči, da se vemo, na kakšen način delujemo, kako potekajo komunikacije, kdo je glavni, kdo je komu podrejen, kdo je komu nadrejen. Seveda je temelj sistema, je občina in začne se v občini. In če je dogodek tak, da zajeme veliko število občin, je to že znak, da je potrebno dvigniti raven na regijo ali pa celo na državo. Če je pa manj občin, potem pa seveda lahko občinam pomagamo na različne načine, ni pa potrebno, da aktiviramo celotno državo, kot smo jo recimo v teh velikih stvareh. In ta, kot sem rekel prej, proces načrtovanja je zelo pomemben proces, seveda je zraven še vse ostalo, pripravljenost, opremljenost, usposobljenost, ampak proces načrtovanja je tisti, ki nam pove, na kak način. In če vsi tisti, ki moramo odreagirati v teh primerih, sodelujemo v teh procesih načrtovanja, je to en velik plus. In seveda potem te stvari stečajo, ko se ugotovi, da so prerasli okvir, potem se aktivira državni načrt in ko se aktivira državni načrt, je to tudi v tem en velik plus, da vsi neposredni stroški preidejo na ramena države. Seveda je to vse naše, ampak ni
potrebno potem občinam preveč skrbeti za tisto, kje bom tu, kako bom tu, zakaj bom to in podobne stvari. Tako da imamo ta sistem, jaz mislim, da zelo dobro urejen in tudi dobro funkcionira. Kako pa se odločate o vzvodih? Nepogosto slišimo kakšnega kavč komentatorja, zakaj pa tega niso naredili prej, zakaj pa ne zaprosijo za mednarodno pomoč, zakaj ne to, zakaj ne ono? No, gledajte, teh komentarjev in komentatorjev in pametnih po bitki, bom rekel, so generali vsi, to je dejstvo. Seveda tehtamo, zmeri je treba pretehtati, kdaj. Morda trenutki niso, ali bom rekel, včasih bolj hitro, včasih bolj počasi. Mi smo v zadnjih dogodkih 4-krat zaprosili, ali mislim, da celo 5-krat za mednarodno pomoč. To nekatere države tega ne naredijo, ker mislijo, da s tem pokažejo svojo šibkost. Jaz pa mislim, da to ni tako, da s tem pokažeš, da želiš ustrezno pomagati ljudem in zato prosiš še za dodatno pomoč. In to smo storili in pri žledu, in pri migracijah, in pri požaru, in pri poplavah. No, zdaj sem že naštel 4, pa mislim, da je bilo še več. Tako da tukaj so tiste stvari in zato tudi ti mehanizmi obstajajo. In zdaj imamo v Evropi na našo srečo, pa tudi sodelovali smo veliko v tem, zelo dober mehanizem civilne zaščite Evropske unije, ki pa koordinira vso to pomoč držav, ki ponudijo pomoč. Seveda država, ki jo želi, odnosno jo prosi, pove, kakšno pomoč in vse, potem pa ponudniki preko tega sistema ponudijo in država reče ja ali ne, odvisno zdaj, lahko tudi kakšne stvari ne ustrezajo in potem preko Bruslja, preko tega mehanizma in preko centra za usklajevanje pomoči poteče ta akcija. Seveda imamo pa še drugi mehanizem, to so pa te bilateralni dvostranski sporazumi, ki jih imamo z veliko državami, tudi z vsemi sosedi, in ti so pa še hitrejši, ker tukaj pa ni potrebno, da se vsi prijavljajo, ampak se neposredno dogovorimo recimo za določene resurse, ki jih potrebujemo. Tak primer je bil tudi v žledi, recimo agregati iz Avstrije, pa tudi iz Nemčije, pa recimo ta avioni za gašenje, če so na razpolago iz Italije, iz Hrvaške in podobne stvari. Morajo pa biti te odločitve tehtne in premišljene. Kako stresni pa so, ko pogledate nazaj ti trenutki, takrat, ko teče delo, ko so razmere izredne, ne? Pri situacijah, ki so naše, v narekovajih, zaščitno-reševalne naše, ki jih obvladamo, za katere smo se trenirali, usposabljali, potem je teh stresov bistveno manj. Je pa treba povedati, da smo imeli pa kar veliko takih, lahko tudi rečem, stresnih trenutkov, pa v akcijah ali pa v dogodkih, ki niso naši, ko sem prej omenil migracije ali pa epidemija COVID. Pri epidemiji smo bili vsi popolni začetniki, če smem tako reči. In tukaj je bilo veliko takih situacij, ki so potrebovali tehten razmislek in pa tudi seveda neko posvetovanje in podobne stvari. Pri naravnih nesrečah, ko sem prej omenil požar, poplava in podobno, tam skoraj ni, bom rekel, takih zagad in skoraj ni takih stvari, ki jih ne bi, bom rekel, poznali in poznali tudi rešitve. Tako da je pač pestro vse skupaj in jaz upam, da je bila naša reakcija z Vedomer na pravem mestu in to tudi kažejo vse analize in tudi, bom rekel, vsi dogodki, ki smo jih imeli v zadnjih letih. In tudi vsi odzivi ljudi, ki vas pozdravljajo na ulici in se s hvaležnostjo obračajo tudi na vas po zaključenih intervencijah in potem, ko se zadeve vračajo v normalno stanje. Midva si bova zdajle privoščila še en kratek glasbeni predah, potem pa rekla še kakšno tudi o vaši umirjenosti, vaši ljubezni do številk in tudi lesa. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite, mož, ki stopi v ospredje takrat, ko smo v škripcih, ob njegovih besedah pa lahko gremo mirno naprej prepričani, da bo še vse dobro. Gospod Srečko Šestan, kako vam uspe ohraniti mirno kri tudi v kriznih situacijah, ko marsikdo izgubi živce, ko znajo ljudje narediti tudi paniko, včasih čisto brez potrebe? No, težko je, bom rekel, prvo oceniti, kaj je tisto, ampak jaz mislim, da je tukaj, predvsem so izkušnje, pa tudi ne samo izkušnje, to, da je človek učljiv. Jaz sem se veliko naučil od mojega predhodnika, gospoda Bogataja, pa tudi od drugih.
Veliko pa tudi razmišljam, bom rekel, jaz se nekako nehote, resnično nehote pripravljam na kakšne situacije, ki nas upam ne bodo nikoli doletele, ampak v mislih, ne vem, grem celo tudi v literaturo in podobne stvari in pogledam, kaj bi naredili mi v takih primerih, recimo, ki nas lahko ne bodo nikoli doleteli, ampak te izkušnje in ta, bom rekel, pripravljenost, jaz verjamem, da nisem samo jaz tak, da imamo okrog sebe kar nekaj takih ljudi, pa ne okrog sebe tudi na vseh drugih nivojih, ki razmišljajo podobno in seveda zato imamo tudi pri teh naših odzivih na nesreče kljub vsem načrtovanjem veliko tudi idej in veliko improvizacij. In Slovenci smo rekorderji improvizacij, če smemo uporabiti ta izraz. To je seveda včasih lahko nevarno, ampak do zdaj moram potrkati, nismo imeli nikoli zaradi teh improvizacij kakšnih težav, v meri so te improvizacije prinesle rezultat, ker vsega ne moreš načrtovati, to je dejstvo. Lahko te marsikaj preseneti, se obrne na drugače, kot si načrtoval in takrat je treba improvizirati. In morda tudi zato stvari funkcionirajo, ker smo res pripravljeni na to, ker smo, po moje Slovenci smo delovni, čeprav imamo nas je vseh vrst seveda, ampak tako da tukaj je, to je po moje rezultat vsega tega. Mirnost, srčnost, zbranost, doslednost, natančnost so odlike, ki vas tudi pri ljudeh uvrščajo med tiste ljudi, ki jih radi vidijo na televizijskih ekranih takrat, ko je težko. Tudi zato, ker imamo ob vas en tak občutek, da bo na koncu še vse dobro. Kaj pa to pomeni za vas? No, to je, bom rekel, na koncu to je vse tisto, kar jaz pričakujem. To je zahvala za delo, ki ga naredim sam, pa tudi vsi tisti moji, ki sem prej rekel 60 in več tisoč, naredijo in jaz mislim, da tudi oni zahtevajo samo to. In ko jim recimo 1. marcu damo nekaterim, seveda ne vsem ne moremo dati priznanja za svoje delo, in pa tudi, ko jim damo seveda priznanja za enkratna dejanja, ki jih opravijo tokom preteklega leta, jaz mislim, da je to ena taka gesta, ki pomeni veliko, čeprav ne prinese v žep nič, ampak je pa, bom rekel, pomembna. In če tega ne vidimo, potem je nekaj narobe z nami in z vsem skupaj, ampak do zdaj smo vse to videli in mislim, da tudi ljudje to vidijo. In kot ste sama rekla, imam veliko, bom rekel, dogodkov ali pa prilik, ko me ustavljajo po cesti in me želijo povabiti na kavo in podobne stvari, ampak seveda vsem ne morem streči, ker potem bi se zapil tudi s kavo, ampak resnično, ne vem, jaz predstavljam vse te ljudi na koncu in jaz upam, da jih dobro predstavljam, zato ker si to zaslužijo. Vedno delujete tako umirjeno, da vas nobena stvar ne more spraviti s tira, a pa kdaj udarite po mizi, pa poveste stvari, morda tudi bolj na glas? Udarim, tudi zakričim, ampak ne v javnosti. To je za krog ljudi, krog odločevalcev in vseh tistih in jaz verjamem, da je takrat, ko jaz vdihnem glas in ko bom parafraziral, udarim po mizi, da je potem nekaj hudo narobe in takrat mislim, da se vsi ustrašijo. Da je stvar tako zelo resna, da zdaj pa ni več dileme, da je treba nekaj postaviti na pravo mesto. Resiva tako. Če vas pri tem, ko udarite po mizi, ne vidimo in ne slišimo, pa na terenu, na katerega zelo radi greste, pogosto ne skrivate čustev. Kako je zdaj ta človeška plat pri dogodkih, ki niso ravno najlažji za spremljati? Kot se rekla, jaz čustev ne skrivam in tisti, ki gleda take situacije in kaj bi temu rekel, se obnaša kot kamen, potem nekaj ni v redu. Ker mislim, da take situacije morajo prizadeti vsakega. In tudi normalno je, da ga prizadenejo. In potem si je potrebno vzeti čas tudi zase, zato da človek vdihne. Kako si vi potem polnite baterije? Na domačem Krasu odprete okna, da potegne burja in odnese vse slabo? Jaz nisem ravno na Krasu, ampak tudi, bom rekel, jaz je verjetno v naravi, ali ne bo to na vrtu, ali na njivi, ali na kolesu, ali v hrib. Z ženo veliko dava tudi na to, seveda, kar nam dopušča čas, ampak jaz mislim, da je to tista polnilec in pa tudi družina. Zdaj tudi vnuki zadnja leta, tako da jaz imam družino za neko sveto stvar in to vedo vsi in prav je tako. Zdaj omenili ste vnuke, jih, tako kot veleva tradicija, kot dedek, kot nono, razvajate in pocrkljate.
No, verjetno jaz sem tu ne smejo starši vedeti. Tako da, je seveda absolutno, ko so vnuki pri naju doma, imajo verjetno drugače tretma, kot kaj imajo pri starših, kar je logično in tako je verjetno v vseh družinah in tudi pri nas ni nič drugače. In prav je tako, da ostanejo tisti lepi spomini, ki potem grejejo tudi v, če rečeva, tistih težkih trenutkih, ko mora človek dati glavo na prvo mesto, pa morda potisniti včasih tudi domače v ozadje. Ne? To je verjetno ena težjih nalog, ko se, če rečeva, temu podira svet, vi pa pravzaprav greste na nek način od doma. Ne? No, tukaj je pomembno, bom rekel, ta podpora družine. Absolutno. Če te podpore ne bi bilo, potem bi bilo bistveno težje delovati ali pa sploh ne bi deloval na tak način. Tako da jaz imam podporo celotne družine, od žene pa do seveda od otrok, obeh, da sta seveda imata svoje družine in tako da jaz nimam iz tega vidika nobene težave in tudi zato verjamem, da je moje delo meni lažje, ker imam razumevanje in nimam nobenih problemov. No, če se malce pošaliva, potem ste živ dokaz, da za vsakim uspešnim moškim stoji še ena uspešna ženska. Ja, absolutno. Jaz sem večkrat tudi povedal, da jaz svojo ženo poslušam, ker ima tudi veliko, čeprav ni iz tega področja, iz medicine, ampak ima veliko idej in predlogov, ki jih skrbno pretehtam in običajno so tisti ta pravi. Morda malo modificirani, ampak v glavnem so ta pravi in jaz jo veliko krat poslušam. Tudi o tem, kako skupaj ustvarjata svoj zasebni svet, o domačih koncih bomo rekli še kakšno v nadaljevanju, zdajle pa nekaj glasbe. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Nekaj minut današnjega jutra nam je še ostalo v družbi Srečka Šestana, poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije, ki ne govori prav pogosto o sebi in tistih svojih ljubeznih, s katerimi se ukvarja v prostem času, pa vendarle bova danes pokukala malce tudi v vaš privatni svet. Ljubezen do lesa je bila tista prva, preden ste stopili v vrste civilne zaščite. Kako blizu pa vam je les danes? Ja, še zmeraj mi je zelo blizu in morda to izvira že iz moje prednikov, oče je bil mizar. Sam sem veliko z njim delal in mu pomagal, na koncu potem je on meni pomagal. Jaz imam veliko lesa vgrajenega v hišo, na hišo, še preveč, ker je vzdrževanje kar zahtevno, ampak pač to je ena ljubezen in tudi sam imam nekako v glavi, da ko bom v penzionu si kupil eno majhno kombinirko, ker ta staro, ki sem jo imel še očetovo, sem mogel, likvidirati zaradi varnosti. Tako da verjamem, da bom še veliko z lesom ustvarjal, pa ne bo to doma ali pa kje drugje. Ne mislim tukaj na zaslužke ali kaj podobnega, ampak tako iz veselja, ker resnično me les privlači. Tudi diplomiral sem kot lesar leta davnega 80. Bil sem štipendist moje prve firme Lesonita iz Ilirske Bistrice in jaz mislim, da me les spremlja že celo življenje in me bo do konca. Kaj pri lesu vas navdihuje, kaj iz njega morda najraje naredite? Jaz najraje kakšne uporabne stvari, seveda, od korit za rože do, naredil sem si tudi notri pohištvo, ne pohištvo, stavbno pohištvo, recimo vrata in podobne stvari, tudi okna, ampak sem jih zdaj zamenjal za moderna, bom rekel, iz umetnih mas, pa izolirana in podobno, ampak prva okna so bila moja proizvodnja, seveda z očetovo asistenco, tako da veliko in jaz upam, da bom še kaj naredil. Ste kar praktičen človek, če sem prav prebrala, se edino z elektriko ne razumete najbolje. Nočem se razumeti, imam en tak, ne bom rekel strah, ampak nek respekt imam do elektrike, naredim tiste osnovne stvari, ampak kaj drugega pa ne. Potem pa se raje morda lotite kakšne druge zgodbe, pa pustite električarjem, da naredijo svoje, vi pa med tem premetavate številke. Odkje pa je ta ljubezen? Je bila matematika v osnovni šoli kriva za to ali kaj drugega? Jaz mislim, da jaz sem bil zelo dober matematik, tudi na tekmovanja sem hodil državna. Dobro, kaj naprej nadaljeval nisem na tem matematičnem področju, ampak še zmeraj so številke nekako moja taka skrita ljubezen. Zanimivo pa je, da nisem še v življenju ene sodoku
rešil. Kako ne to? vem, ne vzamem si časa, ampak morda bo pa to v naslednjem obdobju. Niti enega še nisem. Morda zato, ker tam ni treba seštevati, glede na to, da... Ja, treba tudi seštevati, ampak ne vem, res ne vidim razloga in ni mi jasno. In ko tu vidim, da so dokumi, nekako me ne potegne, obrnem list, če slučajno naletim na njega. Ne vem, zakaj. No. Res mi ni jasno, ampak bom enkrat probal in potem morda bom pa se zasvojil. Tako, morda pa vas zagrabi, do takrat pa boste še vedno preračunavali nakupe v trgovini in bili morda celo hitrejši od prodajalk na blagajni. To je bilo malo za šalo, malo za res, ampak dejansko je res. Jaz imam občutek, koliko je vrednost, seveda ne v tiste cente zdaj, ker so malo preveč, ampak na splošno približno že tako ocenim, vidim po cenah, koliko bo nakup in če bi bilo prišlo do kakšne take napake, bi jo verjetno zelo hitro opazil in se mi je tudi že zgodilo. Pridejo prav takšnale znanja in zdaj, če smo že pri matematiki in številkah, verjetno ni slabo tudi pri vašem delu, da jih dobro obvladate. Ne? Tudi tukaj je dobro imeti v glavi številke, ko so razporejene ekipe na terenu, koliko pomoči potrebujete in podobno. Ja, absolutno. S številkami se srečujemo tudi na tem poslu. Niso pa te številke tiste, ki bom rekel, so nujno potrebne, ampak seveda so. Ker treba vedeti, s čim razpolagaš, s čim, bom rekel, lahko še razpolagaš, kaj imaš, pa tudi zaradi vas, novinarjev, je treba vedeti trenutno stanje na terenu in ne vem, vse take stvari. Tako da, ker mi te številke ne predstavljajo težave, nimam tudi tukaj težav in ne rabim skoraj nikoli nobenega listka za sufliranje oziroma za klonkanje, tako da si kar zapomnim tistih 10, ne vem, recimo številk, ki so potrebne da podati informacijo, kar je po moje zelo vredno. Jih nam novinarjem stresete iz rokava, pa smo vsi zadovoljni na koncu. No, zdaj morda še besedico ali dve o priznanjih. Za svoje delo ste jih prejeli kar nekaj, tudi tistih najvišjih. Kaj takšna priznanja pomenijo vašemu delu, glede na to, da je v zadnjih 10 letih res od vas terjalo maksimalne napore? No, jaz sem že prej omenil, da ta priznanja so samo, bom rekel, priznanja vsem nam, ki delujemo na tem področju, seveda vključno z mano. Prejmem ga jaz kot posameznik, ampak jaz mislim, da si ga zasluži mnogo ljudi. Ne bom rekel ravno tako, ampak tudi to se trudimo, da vsem tistim res, ki izstopajo, dodelimo neka priznanja tudi na našem področju, pa jaz upam, da tudi na drugih področjih. Tako da to je samo priznanje in zahvala za vse tisto, kar počnemo in tudi to je dokaz, da dobro počnemo. Če ne bi dobili priznanj niti jaz, niti ostali. Treba tudi morda poudariti še tu na koncu, da civilna zaščita kot struktura je v zadnjih 2 letih, ali pa morda celo več, ampak ni bila na listi, je kot struktura najbolj zaupanja vrednost inštitucija v tej državi. Zdaj je prehitela celo tista srednja in mala podjetja, ki so bila leta in leta na vrhu zaupanja državljanov in jaz sem na to zelo ponosen in upam in verjamem, da bomo to, bom rekel, pozicijo držali še kar nekaj časa. Ja, glede na vaše delo, mirne duše lahko rečemo, da bo temu še dolgo tako. No, morda preden se posloviva še nekaj besed o sami preventivi, tudi ta je del vašega poslanstva. Glede na to, da so ekstremne razmere vse bolj pogoste, da se stoletne vode pojavljajo praktično že skoraj da ne vsako leto, bo preventiva verjetno edina možnost, da jo bomo v takšnih situacijah kar se da dobro odnesli. No, seveda, preventiva tista, bom rekel, v globalu je pri nas nažalost razporejena med posamezne resorje odgovorne za to preventivo. Jaz upam in verjamem, da na tem področju, če zdaj ste imeli v mislih recimo poplave in podobne stvari, da bo to urejanje teh vodotokov prispevalo k temu, da ne bomo naslednjič imeli takih težav. Je pa seveda tudi preventiva ali pa kot del same pripravljenosti je pa tudi naše, bo neko poslanstvo. Tu je pa tisto, kar sem poudaril tudi pri lanskih poplavah, da vse tisto, kar smo mi, ne samo mi, ampak tudi ostale strukture, ne vem, vodarji, meteorologi, geologi, kar smo napovedovali, bomo rekel, opozarjali in polagali našim ljudem na dušo ob takih dogodkih, da je rezultiralo v tem, da smo imeli v lanskem ekstremnem dogodku relativno malo smrtnih žrtev. In jaz sem naredil eno primerjavo sam pri sebi. En podoben dogodek, ki je bil v Nemčiji pred 2 letoma, je terjal 19 življenj
zelo podoben po obsegu. V Grčiji, da ne govorim še več, mi smo imeli 3 smrtne žrtve, seveda bi jaz tudi rad, pa vsi bi radi verjetno, da ne bi imeli nobenega, ampak jaz ocenjujem, da so naši ljudje dobro reagirali na te dogodke, tudi zato, ker smo jih stalno bombardirali, atakirali z temi napotki, navodili, opozorili in podobne stvari. In če bo to se nadaljevalo, upam, da bomo lažje premostili vse te težave, ki nas bodo, to je dejstvo, verjetno pestile v naslednjih desetletjih. Ob vsem znanju, upoštevanju dobronamernih nasvetov pa bomo verjetno potrebovali tudi kanček sreče. Sami jo imate že v imenu, pa čeprav vam to menda ni bilo najljubše nekoč. Ja, res je, ni mi bilo, ampak sem potem, ko sem se sprijaznil s tem, ali pa bom rekel sprijaznil, začel sem drugače gledati, ko sem prišel na fakulteto in nas je bilo v prvem letniku 7 Srečkotov in en Felix, kar je isto. Sam nisem mogel tega verjeti, ampak potem sem pa vedel, da ni to ime tako slučajno ali pa posameznik in navadil sem se na to, ampak resnično v začetku pa mi ni mi bilo všeč, ne vem zakaj, morda tudi zato. Jaz sem v domačem okolju še zdaj sem srečo v vasi, recimo, uradno sem pa Srečko in tudi seveda potem gimnazija in naprej in mediji so seveda povzeli uradno Srečko, ampak ni mi bilo všeč. Jaz morda bi hotel, da sem se klical kot oče, Janez, Ivan, ne vem, to takrat tudi, ampak ne vem. Potem se pa kar naenkrat je pa nekaj naredilo klik in ne vem, zdaj sem s tem imenom zadovoljen, čeprav ne rezultira to, se ne prenaša jaz sem imel kar veliko, bom rekel, takih dogodkov v življenju, ki niso bili sreča ali pa srečni, ampak pa tudi veliko srečnih. No in ta srečna je moja družina. Jaz vam želim veliko srečnih trenutkov, pa da boste imeli tako v zasebnem življenju, pa tudi v tistem službenem veliko sreče, ker če jo boste imeli vi, jo bomo imeli tudi mi. Vse dobro, hvala lepa za današnji klepet in seveda verjamem, da še kdaj tukaj na druženju pred našim mikrofonom, pa ne takrat, ko bo tekla voda v grlo in ko bo kriza, ampak ob kakšni prijetnejši priložnosti. Prav, se strinjam z vami in hvala za povabilo in z veseljem ob kakšni drugi priložnosti. Srečno in vse dobro!